vprašanje dneva, zdaj, kdaj bodo slovenski vojaki torej v Sloveniji, na kakšen način in kako se zdaj temu reče po 3 dneh? Poglejte, jaz bi najprej povedal, da zaradi javnosti, da ne bi bilo napačno razumljeno, Slovenija seveda je v tej misiji v okviru globalne koalicije za boj proti Daešu. Mi izvajamo vse naloge v skladu pač z našo prisotnostjo, to se pravi, upravljamo donacije, ko je za to potrebno, imamo častnika v poveljstvu v Združenih državah Amerike, imamo tudi pripadnike. Glede na to, da včeraj je bilo ves čas v zraku, da se bo izvedla evakuacija, moram reči, da vsi pripadniki vojska, ki so v bazi v Erbilu, so čakali do 19. ure zvečer na avion, da bi se ta evakuacija upravila. Potem prišlo do spremenjene ocene glede varnostnih razmer v severnem Iraku in za bazo v Erbilu in je Nemčija sprejela odločitev, da ne bo izvedla evakuacije in da se pač bo misija nadaljevala tako, kot je predvideno. Kar se tiče slovenske vojske, mi smo se odločili, glede na to, da se ta rotacija zaključuje, da bomo upravili relokacijo. Jaz moram povedati, da mi že imamo pripravljenih 6 pripadnikov za novo rotacijo. Oni bi začeli s 1. februarjem. Glede na to, da pa naloge, za katere so naši pripadniki napoteni v bazi v Erbilu, to je za usposabljanje iraških varnostnih sil, da to v kratkem še ne bo mogoče, smo sprejeli odločitev za to relokacijo in bomo seveda takoj, ko se bodo začela usposabljanja, tudi če bo potrebno pred 1. februarjem poslali novo rotacijo 6 pripadnikov. Tako da tukaj gre bolj sedaj za neko tehnično odločitev in tukaj ne sme biti nobenega nesporazuma, da gre za to, da se mi umikamo oziroma da ne sodelujemo več v tej misiji. Moram reči, da te stvari so tudi usklajene znotraj zavezništva, to se pravi znotraj partnerskih držav, tudi znotraj vojaških struktur in je pač to razumejo čisto kot tehnično upravilo. Kdaj bodo pripadniki v Sloveniji, vas bomo pa obvestili tisti trenutek, ko bodo pač na poti proti Sloveniji. Če še niso, oziroma kje so, kam grejo, kakšne relokacije, kam? Poglejte, vse informacije boste dobili, ko se bo zgodilo. So še tam torej, v Erbilu? Dobili boste informacijo takrat, ko se bo zgodilo. Se pravi, lahko ostanejo tudi do 1. februarja, teoretično? Ne, ni mogoče. Zato, ker smo mnenja, da nima smisla, da so v tem trenutku v bazi v Erbilu, zato ker se ne izvajajo naloge, za katere so napotene in da je smiselno, ko bodo pač se začele te naloge izvajati, da se takoj že nova rotacija pošle. Moram pa reči, na vsak način, tudi če se ne bodo izvajala usposabljanja, bo pa nova rotacija 1. februarja v bazi v Erbilu, zato ker pričakujem, da slej ko prej, če bojo te varnostne razmere to omogočile, da se bodo ta usposabljanja iraških varnostnih sil tudi izvajala. A je bila potem ta včerajšnja prva odločitev o umiku nekoliko preuranjena? Ne, poglejte, se bi bilo nenavadno, če ne bi se ravnali po tehničnem sporazumu, ki ga imamo z Nemčijo, in sicer tam, ko poveljstvo oceni, da so razmere take, da je potrebna evakuacija, moramo mi to sprejeti, če želimo ustrezno poskrbeti za varnost naših pripadnikov. Tisti, ki ste gledali videokonferenco, ste lahko videli, da so tam, da je pripadnik povedal, da če ne bi šli pač v okviru evakuacije, da bi ostali tam sami. Ampak glede na to, da je bila spremenjena odločitev strani nemškega poveljstva, zato ker po govoru predsednika Trumpa in tudi po izjavah iranskih predstavnikov
naj bi se več pričakovalo kakšnih izrednih dogodkov, je pač bila sprejeta takšna generalna odločitev. Kar se pa tiče naših pripadnikov, gre pač za tehnično vprašanje v smislu tega, da se ta relokacija izvede zato, ker v tem trenutku se tudi ne bodo izvajala ta usposabljanja. Mi nekako pričakujemo, da je prva možnost, da bi se to izvajalo tam nekje po 20. januarju, če se bo pa februar, bo pa tako že nova rotacija 6 pripadnikov tam. Vrnitev po 20. januarju, smo prav razumeli? Ne, jaz sem govoril po 20. januarju, lahko realno pričakujo, da bi lahko bila prva možnost, da se začeli izvajati usposabljanja iraških varnostnih sil. Pa zdaj potekajo priprave na ta odhod teh 6 vojakov? Ja, seveda, kot sem povedal, mi imamo pripravljene vedno različne scenarije. Tukaj bi tudi na to upozoril. Javnost se sedaj pojavlja mnenje, da bi se evakuacija upravila lahko z avionom Falconom. Glejte, to seveda ne drži. Evakuacija se vedno upravlja na podlagi tehničnega dogovora in zmogljivosti države, ki pač nudi to logistično podporo. Res pa je, da ta transport, ta evakuacija bi potekala v prvo varno državo, od tam naprej pa seveda potem odgovornost naše države, da pripelje pripadnike domov. In v tem primeru bi lahko tudi prišel v poštev Falcon in tudi v poštev, recimo, kadar je situacija takšna, da je zračni prostor odprt, da se civilni poleti izvajajo. To moram povedati, zato ker vidim, da prihaja do nerazumevanja in da nekateri želijo prikazati, kot da bi v času, ko je varnostna situacija zelo resna, da bi upravili evakuacijo s Falconom. To seveda ni mogoče, Falcon tudi temu ni namenjen. A je evakuacija v teku ali ni? Poglejte, se sploh ne gre za evakuacijo. Evakuacija je prekličena. Vi morate te termine razumeti. Eno je evakuacija. Evakuacija se izvaja takrat, ko varnostne razmere so take, da ogrožajo življenje in ko se sprejme taka odločitev. Potem imam, takšna je bila včeraj, ampak je potem bila preklicana ta situacija. Potem imamo lahko tudi začasen umik, ko se pač samo za kratek čas umaknejo. Potem imamo pa situacijo, ko pač lahko se upravi relokacija, kar pomeni, da se pač pripadnike prestavijo na neko tretjo lokacijo ali pa domov. In včeraj, če ste me dobro poslušali, sem povedal, kaj je bil razlog za evakuacijo. 2 razloga. Varnostne razmere in to, da pripadniki, ki tam delujejo, pa ne gre samo za slovenske pripadnike, ne morejo izvajati svojih nalog, usposabljanja iraških varnostnih sil, zato ker če bi to delali, glede na varnostno situacijo, bi bili pač preveč izpostavljeni. In se pravi, zdaj poteka relokacija, to pa pomeni kaj, to še enkrat? Glejte, boste pravočasno izvedeli. Kaj pa je vlada danes o tem razpravljala? Ne, v vladi smo imeli pa samo informacijo. Povedal sem pač, kako so vse stvari potekale, od polnoči naprej, ko sem pač bil obveščen, da je baza bila raketirana in kaj vse se je dogajalo. To ste pa vi tudi lahko včeraj poslušali na tiskovni konferenci. Ker treba je vedeti, sklep iz februarja 2016 velja. Ni kaj spreminjati. Te odločitve so pa odločitve v pristojnosti Ministrstva za obrambo in pa Slovenske vojske, ker gre to čisto za operativne tehnične zadeve. Danes pa zagotovo vojakov ne bo. Boste izvedeli takrat, ko bodo. Minister, vi sprejmete tu kritiko, da je slovenska stran, pa zdaj ne govorim o vas konkretno, ampak pač v državi Sloveniji, ki odloča o svojih silah, torej tu enostavno prehitro skočila, preden je kdorkoli rekel hop, tudi seveda naši zavezniki Nemci. Ne, poglejte, vi napačno razumete nastavljeno situacijo. Kaj se je zgodilo?
Nemško poveljstvo je reklo, da bo izvedlo evakuacijo zaradi varnostnih razmer. Vojaki so bili že zgodaj zjutraj na letališču pripravljeni za odhod in ves čas ali pa ves dan do 19. ure so čakali, da pride letalo in da se izvede evakuacija. In zelo neodgovorno bi bilo, če bi mi zavrnili možnosti evakuacije, ki je tudi določena v tehničnem sporazumu med Slovenijo in Nemčijo. Meni se bolj zdijo problematične naslednje izjave, ko nekateri pravijo, da bi morali že en dan prej oditi, morda kar sami. Poglejte, tukaj pa velja to načelo, da smo skupaj v tem zavezništvu in skupaj tudi gremo. Together in together out. In to bi pa res bil napačen signal, če bi kar samostojno se odločili, da gremo. Zdaj, glede varnostne situacije v severnem Iraku, tudi tukaj vidim, da prihaja do napačnih interpretacij in pravijo, minister en dan prej govori, kako je vse stabilno, potem pa evakuacija. Ko mi govorimo o stabilnosti v Iraku imamo različne predele in stopnje ogroženosti so različne. Recimo v Bagdadu je stopnja ogroženosti povsem drugačna kot v severnem Iraku. In tudi danes veste, da so bile izstreljene 2 rakete na Bagdad. Kar se tiče severnega Iraka, pogledajte, tam je grožnja lahko kakšen terorističen napad ali pa te balistične rakete, ki lahko so izstreljene iz Irana, za rakete dosega do 500 kilometrov. Nimamo pa neposredne grožnje recimo strani prebivalstva, ker to prebivalstvo je proameriško usmerjeno in je naklonjeno pripadnikom, ki delujejo v bazi v Erbilu. Samo še to, minister. Hotel sem vas vprašati, torej do rotacije, kadarkoli pač ta bo, kje bodo naši vojaki in kako se bodo ob tej rotaciji... Naši vojaki so trenutno na varnem, poglejte se... Ampak znotraj Iraka? Ne, oni čakajo v bazi v Erbilu, pač ko se bo scenarij odvil, bodo prišli v Slovenijo. Ampak kako, na kakšen način? To vam bomo pa vse povedali. Kasneje. A potem nov krog usposabljanja se začne z novo skupino, ki pride ne nujno šele konec februarja? Ne, 1. februar. Poglejte, dajmo biti na tam. 1. februar je uradna zamenjava te rotacije, ampak če bi se usposabljanja recimo začela v zadnjem tednu januarja, imamo pa ekipo pripravljeno, da bi lahko tudi prej prišla. Še eno stvar, ta sestanek jutranji oziroma te nočni sestanek ni bil za 9. zjutraj predviden en sestanek skupni, kjer bi mogoče drugačne odločitve sprejeli, kot pa takrat zjutraj. Če je Nemčija sprejela odločitev? Ne, mislim, govorim o tem jutranjem, včeraj zjutraj. Ja, pa se je Nemčija sprejela odločitev? Ne, gre za to, da mi smo imeli zjutraj sestanek na Ministrstvu za obrambo, to je na tisti dan, ko je pač nastala ta situacija, mislim, da govorimo o 8. januarju, pač jaz sem bil ves čas v stiku s predsednikom vlade, s predsednikom republike in predsednik republike je izrazil željo, da zjutraj ob 6. upravimo videokonferenco s pripadniki, ki so tam in da dobi iz prve roke vse potrebne informacije. Sicer po prvotnem planu samo namen prvi sestanek ožjega tima sklicati za ob 9, ker takrat smo vedeli, da bomo imeli vse potrebne podatke o tem, kakšna je situacija, kakšne so varnostne razmere, kako razmišljajo ostali partnerji, a bo prišlo do evakuacije ali ne. Veste pa, da nemško poveljstvo je možnost evakuacije predlagalo že ob 4 zjutraj. Mi seveda smo to sprejeli, ker bi bilo zelo neodgovorno, da bi rekli ne.